Jaz mislim, da ni čist nobene potrebe za žaljenje. Lejte, kako grd komentar ste napisali. A je to potrebno? Lejte, Dejan v moji oddaji ni bil do nikogar žaljiv, povedal je svoje, kar je mislil. Lejte, vi pa imate vso pravico, da mu ne verjamete, in če mu ne verjamete, se mal nasmejete in to je to. Lejte, ne pa da zdaj omenjate neke umobolnice pa take zadeve. No, eni so šli še bolj daleč, ne, mislim, omenjajo njegovo mamo pa take stvari, ne, mislim, ljudje, in vi pol mislite, da je Dejan slab človek, ne, mislim, on vam ni ne mame omenjal, ne pošiljal v umobolnico, ne nič, tako da, lejte, jaz takih komentarjev res ne razumem, ne, lejte, če mu pač ne verjamete, se mal nasmejte, ampak lejte, tako, ki so povedala v tem live, lejte, problemajo eni moški, zato, ker so jih oni bolj mal in ne morejo zdaj prenesti, da jih je pa nekdo tok, ne. Tako da, lejte, jaz vam ne morem pomagati, je pa tako, kakor sem rekel v liveu, ne, da zame je najbolj frajer tisti, ki je dobil eno, pa je tista dobra partnerka, dobra mama, pridna, poštena, delavna. Ta je deleč največji frajer. In tisti, ki pišete takele komentarje, tisti ste verjetno samski, če pa imate partnerko, pa verjetno niste zadovoljni z njo, ali pa ona ni zadovoljna z vam, ker če bi vi bili zadovoljni s svojo partnerko, srečni, lejte, ne bi čutili potrebe pisati take grde komentarje. Lejte, saj lahko napišete, lažeš, ke pes teče. Lejte, vse normalno, ampak ne pa omenjati, da je svojo mamo, pa ga pa neke z umobolnice, pa to, mislim, lejte, ljudje, pa, ki ste prebrali svoj komentar za seboj, lepo vas prosim. No, dajte pa, dragi gledalci, še vi v komentar napisati, če se vam zdi normalno, da ljudje pišejo take komentarje, pa všečkajte, drugače pa link do te oddaje v živo imate tukaj spodaj, kliknite pa si poglejte.